zadeva je zelo zanimiva, predvsem za študente tehnike, študente gradbeništva, arhitekture in prometa. Gre pa za idejo, ki smo jo skopirali iz mojega študija na Portugalskem, in sicer tam so študenti in pa profesorji lepili mostove, ki so bili sestavljeni iz špagetov in pa patek slepila, tako kot pri nas, s tem, da je pri nas malo več omejitev. Omejili smo študente na dolžino, višino in pa maso špagetov. Torej, presegati ne smejo 400 gramov, kar pa smo danes videli, se da kar dosti narediti s 400 grami špagetov. Letos ste povabili k sodelovanju še 2 fakulteti Slovenije. Kako to, da ste se odločili razširiti ta projekt? Ja, res je, lansko leto smo v bistvu projekt zastavili zelo interno, predvsem za študente gradbeništva. Odzvalo so se 3 skupine, letos pa smo z vodjo projekta, z Mitjo Papinutijem, se odločili, da bi šli na nacionalno raven in povabili študente iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Prav tako pa so tudi naši študenti Fakultete za gradbeništvo v Celju, torej na dislocirani enoti. Torej imamo 10 skupin, 3 iz Ljubljane in pa 7 iz Maribora. To je 30 študentov, ki se pa ravnokar potegujejo za naslov mogoče. Kar se tiče ciljev za prihodnje leta, ciljamo tudi na mogoče evropska sredstva. Pravkar smo v nekih dogovorih z študenti, da bi se prijavili junija na razpise, tako da če se nam tukaj posreči, mogoče bomo dobili sredstva. Bi pa mogoče omenil že kar, da bomo, glede na to, da je projekt bil tako uspešen, povabili fakultete iz okoliških držav, torej Avstrije, Madžarske, Hrvaške in pa Italije, torej Zagreb, Budimpešta, Graz in pa potem Trst. Če se bojo odzvali, mislim, da zakaj se ne bi, ne. Kako ste se lotili vsega skupaj? Ste prvo imeli neko idejnega vodja? Tako bom rekel, to je bilo vse skupaj v dogovoru narejeno. Zmenili smo se, kakšna konstrukcija bo, na kakšen način bomo delali in vse druga ni bilo. Pač gradbeništvo je timsko delo in sam posameznik nima kekle tukaj. Je nekega vodja, mora biti neki, ki za nekaj odgovarja, pa pove neke smernice, ampak zadeva je taka, da vsak da svoj delež in mora biti približno enakomeren, če ne ni efekta. Kaj mislite, da je bil največji izziv, ki ste se ga tokrat lotili? Ja, ločna konstrukcija. Lok je najtežje narediti. Trajalo skoraj 2 dni smo ga delali. Tako da največji izziv je lok, vse ostalo je matematika, tukaj zadaj, tukaj je mačji kašelj, bom tako rekel. Ampak sama izdelava, fina mehanika, to je pa kar komplicirano.